Čiliji so ne samo lepe in dekorativne, ampak zelo hvaležne in relativno nezahtevne rastline, ki potrebujejo le dovolj svetlobe, vode in ščepec ljubezni. Gojenje čilijev torej ni kaj dosti bolj zahtevno kot gojenje balkonskih rož. Plodovi čilija pa se lahko uporabljajo celi ali zmleti, sveži, zmrznjeni, konzervirani ali posušeni. Mimogrede. S ščepcem začinjeno. Med korono so fotografije doma gojenih čilijev vseh vrst preplavljali družbena omrežja, a čilimanija v Sloveniji se je začela že kakih 10 let prej. Tako res je ena svojevrstna rastlina, s katero se da marsikaj narediti, pa še lepo zgleda. Čilimanija, ta prava čilimanija se je pa začela, se mi zdi, nekje 2010. Ja, to je zdaj že 15 let, hiter gre čas. Ja, pa še kar traja, se mi zdi. To je Tomaž Pip iz vasi Sveti Duh pri Škofji Loki, eden prvih Slovencev, katerega hobi je v nekaj letih prerasel v resen posel pod blagovno znamko Čili Pip. A zgodbe tako tistih, ki se resno ukvarjajo s čili, kot ljubiteljskih pridelovalcev na balkonih, se začnejo zelo podobno s približno takim stavkom. En prijatelj mi je nekoč dal nekaj semen čilija. Ja, sem bil, vse v Sloveniji, sem bil prvi, ki se s tem začel ukvarjati. Začel sem seveda, da sem delal v neki tovarni, kjer so bili seveda južni bratje, od Srbov, Makedoncev in tako naprej. Pa so vedno z počitnic dopusta prinesli kakšno opasno sorto, so oni rekli. Tako da tam se je v bistvu začel. No. Pa internet je že bil pola, pa vsi vemo, ko začne človek brskati po internetu v lovu za novim sortam od Anglija recimo je bila kar močna na tem, Avstralija tudi. Sem dobil razne prijatelje na vseh koncih sveta, ki smo sodelovali. Pa je pa šel naprej v predelavo omak in tako naprej. Vprašanje z najbolj pekočim omakom je bolj tako iz fore, da se ljudje testirajo, koliko zmorejo, da testirajo drugega, kako zmorejo. Drugače pa pri nas se zdaj veliko bolj koncentriramo na okuse sadne, tropik, dimljeni čili, v glavnem kar delamo na okusih, pa zdi se mi tudi, da ljudje tudi so veliko bolj zahtevni, kar se tiče okusov, ne samo da pečejo. Koliko čilijev proizvedemo v Sloveniji, je zelo težko oceniti, zagotovo pa več ton. Pridelovalci in predelovalci čilija pri nas zatrjujejo, da smo pri proizvodnji za razliko od ostalih kmetijskih pridelkov samozadostni. Večino porabimo za butično proizvodnjo čilijev omak in podobnih produktov. Teh je glede na velikost naše države veliko in njihovi produkti z gostinskih miz in trgovskih polic izpodrivajo večne klasike, kot je denimo znameniti tabasko. Ja, imamo zelo raznoliko ponudbo v Sloveniji, tako da lahko rečem, da tabasko se še najde ponekod. Kar nekaj ljudi še uživa ob tabasku, oziroma ga imajo zraven vse te naše ponudbe. Lahko pa rečem, da nas je takih kvalitetnih proizvajalcev omak kar nekaj, vsaj 5, če ne 10, in imamo zelo širok spekter ponudbe, tako da slovenski gostinci se nimajo bati, da ne bi imeli dobrih pekočih omak za zraven burgerjev in pic in tako dalje. Mimogrede. S ščepcem začinjeno. Paprike, pod okrilje katerih sodijo čiliji, so rastline iz družine razhudnikovk, kamor sodijo še paradižnik, jajčevec in krompir. V Peruju in Boliviji so ga gojili že pred skoraj 10.000 leti, kar čilije uvršča med najstarejše kulturne rastline. Od tam so se razširili v vse južno- in srednjeameriške države, ko pa je do Amerike prišel Kolumb, se je začel širiti po vsem svetu. Sanja Lončar, poznavalka začimb in avtorica številnih knjig o začimbah. Ko je Kolumbo iskal pot okrog sveta oziroma pot v Indijo, so ga poslali po poper in so ga financirali, da pride nazaj s poprom, in je sila razočaral svoje investitorje, ko se vrnijo le z veliko zlata. A potem, da se nekako izkupi, jim je poskušal eno drugo pekočo stvar poturiti in tako je nastal kajanski poper, ki ni drugega kot vrsta čilija, ampak včasih niti niso vedeli, kako poper zgleda. Kolumb je torej kriv, da pri čiliju vlada popolna terminološka zmeda.
Paprike so v številnih jezikih sveta poimenovane prav po popru. Če vzamemo angleški primer, črni poper je black pepper, paprike pa so peppers. In to preprosto zato, ker so Kolumb in njegovi sodobniki zmlete čilije poskušali prodati kot kajenski poper, ki so ga pri nas imenovali tudi španski ali celo turški poper. No, iz španskih vrtov so se čiliji v nekaj desetletjih razširili po vsej Evropi. Na Balkan je prišel že v drugi polovici 16. stoletja. Portugalci in Španci pa so ga v slabih 100 letih raznesli po celotni Aziji, vse do Japonske in Filipinov. In ker čiliji uspevajo tudi v zmernem pasu in ne le tropih, kajenski ali španski poper nikoli ni dosegal takih cen kot pravi črni poper iz Azije. In ko smo ravno pri zgodovini, prisluhnimo zdaj predzadnjemu delu svetovne zgodovine trgovine z začimbami. Sredi 19. stoletja se je svet začel globalizirati. Veliki igralci na trgu začimb so začeli izgubljati svoje monopole. Začimbe, ki izvirajo iz Azije, so začeli gojiti na plantažah v Južni Ameriki in Afriki in obratno. Kljub še vedno visokemu povpraševanju pa so cene začimb močno padle. Poper in cimet, ki so ju nekoč uporabljali namesto denarja ali zlata, sta izgubila status luksuznih začimb, razmahnila se je uporaba vseh ostalih. V 19. stoletju so industrializacija in novi transportni načini, kot so parne, ladje in vlak, ter odprtja novih trgovskih poti, denimo prek Sueškega prekopa, omogočili širjenje trgovine. Veliki igralci, kot so Španija, Portugalska, Nizozemska in Britanija, so začeli izgubljati nadzor in vpliv. Razvoj industrijskega pakiranja, predelave in obdelave začimb v 20. stoletju, kot je denimo dehidracija, in dokončen padec imperijev po prvi svetovni vojni, je v globalno trgovino pritegnil tudi druge države. Začimbe pa so postale široko dostopne na trgih po vsem svetu. In del globalne trgovine z začimbami je že dobrih 500 let tudi čili. Svetovna proizvodnja čilija se zadnja leta vrti okoli 400 milijonov ton na leto. Največji pridelovalki sta Kitajska in Indija, sledijo jim države kot so Mehika, Indonezija, Španija, Združene države in tako naprej. No, med vsemi naštetimi državami ima Mehika najdaljšo kulturno in kulinarično tradicijo uporabe čilijev. Tam ni heca s čiliji. Zelo dosledni so, kateri čili in v kakšni obliki se uporabi za točno določeno jed, kar so prenesli tudi v Združene države. Drugače je denimo v Indiji ali na Tajskem, kjer po posameznih pokrajinah gojijo le eno samo vrsto čilija. Pri nas eni čilije vzgajajo le za okras, denimo sorto Bolivian Rainbow, drugi zato, da imajo vedno svežega pri roki za kuho, tretji iz njih kuhajo pekoče omake, četrtim pridelava in uživanje čilijev, nabildanih z milijoni skovilov, predstavlja ekstremno športno panogo. Koliko vrst čilijev je nemogoče trditi. Tradicionalisti pravijo, da jih je tam nekje med 500 in 1000, bolj zagnani pa navajajo številke kot so 5 ali celo 10 000. Katere pa so najbolj prepoznavne sorte? Tomaž Pip, ustanovitelj podjetja Chili Pip. Ja, to, ko ste omenili Bolivian Rainbow, to začnejo bolj kakšne gospodične, ker je to za na vrt ali pa za na balkon, ker bo lepo izgledalo v lončku. Pa recimo kakšni jalapenjoti, različnih vrsti kar nekaj. Jalapenjo je fin za nažar, za polnjenje, za vlaganje. Potem gremo naprej, malo habanero. Habanero je svetovno znan mehiški čili in jih je tudi ogromno vrsto. Čokoladnega, rumenega, oranžnega, rdečih je milijon vrst, od manj pekočih do ekstremno pekočih. Recimo Red Savina je bil do 2006, se mi zdi, ko ga je Butiolokija premagala, je bil nosilec rekorda s 550,000 skovilovimi notami. Potem pa Butiolokija prišla iz Indije z 1,040,000 skovilovimi notami. Pol grejo naprej, ta Butiolokija, če grejo kar po vrsti, po moči, tudi izredno raznolika, od rumenih, rdečih, rjavih, mešanic, že cel kup narejenih izpeljank na Butiolokijo. Pol ima kakšne brainstraine, naprej pa pol ta zadnja Karolina, ki je še vedno v Guinnessovi knjigi rekordov. In tako gre po vrsti zanimanje za vrste čilija, tako kot sem zdaj opisal. Nekje se začne zaradi okusa, nekje se začne zaradi lepote, nekje pa končne moči, ki je kar nevarna.
Moč oziroma pekočina čilijev se skriva v membrani v notranjosti ploda in se meri v skovilih. Enoti, ki meri stopnjo kapsaicina in jo je pred več kot 100 leti utemeljil Američan Wilbur Scoville, ki je pasirane čilije redčil z vodo tako dolgo, da ni več občutil pekočega okusa. Rahlo pekoči čiliji imajo do 1000 skovilov, oster okus občutimo pri okoli 1500 skovilih, močan je čili, ki ima med 2500 in 500 skovilov, to je denimo razred znamenitega tabaska. Potem pa se začne zares. Čiliji med 10 in 50 tisoč skovili so že zelo, zelo močni, vsi čez to mejo pa so že tako imenovani eksplozivni čiliji. Najmočnejši rekordni pa presegajo 2 milijona skovilov. Stropenih čilijev ni. Nekateri okrasni niso primerni za uživanje samo zato, ker so poškropljeni z insekticidi. Lahko pa so le tako pekoči, da so smrtno nevarni. Sicer pa čiliji veljajo za naravni antibiotik in antiseptik. Z njim se denimo lahko uredi prebava ali celo hujša, odpravljali naj bi glavobol, ščitili srce, skrbeli za prehodnost dihalnih poti, nudili naj bi celo pospeške v spolnem življenju. Sanja Lončar, poznavalka začimb. Treba je nekaj vedeti. Čili res se hitro prikupi ljudem zaradi tega, ker spodbuja izločanje endorfina v naših možganih. Endorfini nas pa naredijo tako, da smo zelo visoko leteči, pa da tudi manj čutimo bolečino, torej vpliva na počutje kot ena lahka droga. Problem je pa v tem, da za enak učinek je treba vsak dan zaužiti malo več, tle pa začne stavkati naša sluznica. Torej, tudi za našo sluznico je malo čilija zelo spodbudno. Vidimo, da nas tako prekrvavi, dobimo boljšo cirkulacijo, ampak takoj, ko je tega preveč, se boga reva začne kar krčiti od muke, preveliki odmerki lahko tudi ubijejo, tako da ne smemo pretiravati in tekmovati, kdo bo hujši čili vzgojijo. Še vedno pa v prvi vrsti čilije uporabljamo za obogatitev okusa jedi. Marsikdo si hrane brez čilija skorajda ne zna predstavljati. Nepogrešljiv je v sodobni fusion globalno obarvani kuhinji in prehrani. Polona Hribar, kuharica in mentorica na Bic Ljubljana. Čili con carne, čokolada s čilijem je božanska, kakšne balkanske jedi, kakšne mehiške tudi. Čeprav zmeri več tudi v kitajski jedi dodaja, kljub temu, da sem slišala, da kakšni stari kitajski kuharji oziroma te strokovnjaki so zelo proti uporabi čilija v njihovi kulinariki. Mogoče tudi kakšne ribe, kakšni gamberi, rakci. So pa zelo trendi zdaj, da se uporablja čili, da se delajo domače omakce, domače olja, vse take stvari je pa zelo trendovsko zdaj, posebej med mladimi. Seveda je v kuhinji imeti najbolje svežega pri roki. V prid gojenju čilijev doma govori dejstvo, da so to zelo hvaležne in nezahtevne rastline, ki potrebujejo nekaj več skrbi in pozornosti le v prvi fazi rasti, sploh če sami iz semen vzgojite sadike, ter seveda potrpežljivosti enkrat na pragu poletja, ko se nam sadikami čilija ne sme muditi ven na plano. Manj pekoči pa srednje pekoči čili, recimo kali, tako kot paprika, nekaj dni, 7 do 10 dni. Dočim te novejše vrste, pa močnejše vrste, Carolina Reaper in podobne, je pa že problem. To je pa že potrebna stabilna temperatura, tam okrog 28 stopinj, konstantna vlaga, 14 do 20 dni recimo, da ta seme skali. Se pravi, kalček rabi takoj kvaliteten mir svetlobe. Največji problem ljudem dela slaba svetloba in rastline iščejo svetlobo, se pravi, kalčki se pretegnejo in padejo in to je kar konc za rastlino. Ko je pa tam nekje po prvih 2-3 tednih, pa da rastlina še vedno živi, je pa možnost preživetja že večja. Vse v mraku mirno, na gredi samo, tih vetrc se z majaronom poigrava. Mimo grede s čepcem začinjeno.